Ja, definitivno sta se. Sam jaz mislim, da je tudi na ljudeh vedno tako, ne, naprimer, sami si izberemo, koga bomo spremljali na Instagramu, na Facebooku, če sami izbiramo. In enostavno pač moraš imeti neko sito, čez katero vse skupaj spustiš, pa da vidiš, ali so to prave osebe, ali ti kaj prinesejo v življenje, ali dejansko ti grejo na živce, pa jih spremljaš samo zato, da imaš pol grdo za v njih govoriti, ne. Lepo zdrav v novem podcastu Gregorjev svet žensk. Tretja gostja z mano. Sem prav vesel, da se je tudi ona odzvala. Tudi pri tej tretji je bila zelo podobna. Jaz napišem na Instagram in ona reče, ja, z veseljem pridem. Ker so časi za nami, sploh v teh preteklih dneh, tednih, zelo težki za mnoge, je bila tudi ta odločitev, sploh danes se usedeva, pa si vzameva ta čas težka, ampak sva rekla ja, zato ker če kdo, potem ona je taka, da prinese vedno dobro, pozitivno energijo. In zakaj sem si izbral pravzaprav njo, se boste videli, o kateri punci govorim, ker če iščem svet, v katerega bom vzgajal svoji dve hčeri, Lilijo in Ivano Pavlino, ga ona zagotovo predstavlja, ker je to nek svet, mimo katerega pač ne gre več, očitno. Tako da, dobrodošli, uživajte, verjamem, da boste izvedeli marsikaj o Patriciji Pangeršič. Živjo. Živjo. Kaj je bila pa to lepa napoved zdaj? Se ti zdi? Ja, ker zasozile so se mi oči. Res, Veš hvala kaj? za vabilo. Ja, z veseljem. Sej pravim, a ne? Jaz imam 3 mlajše sestre, res delam v ženski redakciji in imam zdaj 2 hčeri. In ko govorim in razmišljam o svetu, v katerega vstopata, pa jih bom jaz kot oče seveda peljal, mimo tega spletnega, podjetniškega, ženskega, modernega načina življenja ne gre. Ne gre. In ko sem gledal, kdo bi bil primeren, je bila izbira zelo logična. No? Hvala, res. Hvala za vabilo. Jaz sem se itak z največjim veseljem odzvala, tako da ko mi čakam, da vidim, kaj si pripravil vse. Jaz imam zdaj tukaj en kup enih točk. Vedno je zanimivo, da zadnjo minuto razmišljam o tem, kako začeti, in bom začel drugače, kot sem seveda mislil. A ne? Okay. Zjutraj sem pogledal tvoj Instagram, kaj pa drugega, tvoj del ta življenja, ki ga lahko spremljamo. In sem videl, da si napisala, imam že 3500 korakov na tej uri. A ne? Jaz sem zdaj to uro ves čas gledam. Ne? Kako je, ko si mama? Koliko se je spremenil? Ja. Je naporno, bom rekla. V bistvu tako, no. Življenje se ti obrne v neko čisto tako smer, ki si sploh nikoli nisi predstavljal, da je možno. Spoznaš eno tako ljubezen, saj sam veš, ne vem, jaz nikoli nisem mislila, da bom lahko nekoga imela toliko rada. To je res tako, kar rečejo, toliko imaš rad, da boli. Tako da ja, prenese definitivno ogromno neprespanih noči, vse skupaj, skrbi in tako dalje, ampak hkrati pa tudi eno tako ljubezen, ki mislim, da je nič ne more zamenjati ali pa nadomestiti ali pa kakorkoli. No. Tako da je luštno. Če bi te malo bolj skakala, veš, zato, ker se mi zdi tudi, da je tvoje življenje en tak velik skok iz ene strani na drugo. Ne? Če bi te vprašal, kako bi se opisala, kaj bi rekla, kdo je Patricija Pangeršič danes? Patricija Pangeršič je ena taka zelo pozitivna, nasmejana oseba, ki z največjim veseljem pomaga, kjerkoli se le da. Ne vem, kaj bi še rekla. Pač predvsem se mi zdi, da pri meni ta energija pa pozitiva, ker seka ta ven. No. To je tisto, kar je najbolj. Okay. Zdaj bom tako začel. Ti si bila in si še vedno seveda osebna trenerka, a ne? Je tako. In potem si ti kaj, razmišljala, da samo to, da daš ta svoje znanje in da treniraš ljudi, ni dovolj za tvojo kaj podjetniško žilico? Ja, mogoče imam res to podjetniško žilico, no, ima to lahko celo malo podeduješ, ali kako, ampak definitivno pač se pozna, da mogoče sem nekako prišla iz družine, kjer pač so bili podjetniki, ati, stric in kar nekako vidiš, kaj se da narediti, kaj se da doseči, če si priden in če vztrajaš. In dejansko, jaz sem začela delati kot osebna trenerka, v bistvu še, ko sem bila na faksu in potem, kako se je to sploh začelo? V bistvu je bilo tako, itak, nad fitnessom sva bila oba z mojim totalno navdušena in dejansko vse, kar bom zdaj govorila, sva midva skupaj. Čeprav pred kamero vemo, da sem bolj ne samo jaz predstavljena, on ni toliko za to javno izpostavljenost, ampak se mi zdi zaradi tega tudi veliko, mislim, dela škoda, no, ker vsi mislijo, da sem potem samo jaz. Ampak dejansko so oba v tem. V glavnem, jaz sem začela z osebnim trenerstvom in pol, jaz sem vedno hodila tako, poleti na morje za 1 mesec, ostalo pa pol naprej delati. In jaz sem enkrat rekla pred poletjem, jaz bi pa ful rada tudi letos na morju nekaj delala, ne bi bila 1 mesec prej.
In tako se je dejansko rodila potem ta ideja o tem, da bi imela neko zaprto Instagram skupino, kjer bi punce vsak dan dobivale jedilnike, treninge in tako dalje. Jaz sem imela neko tako različico prej že brezplačno, že 1 leto pa pol nazaj, pač dejansko 3-krat v tistem času ali 2-krat. No, in jaz sem to povedala mojemu, kako se mu zdi, in pa sva skupaj spila to idejo in midva sva v to verjela. Ne vem, se nama je zdelo, lej, to je to bo uspelo. In dejansko tako smo imeli potem v tem prvem športno poletje s Patricijo, se je to imenovalo, 2018, nekje tam, smo imeli 350 udeleženk. Navdušenje je bilo itak tako, da pač še zdaj ne morem verjeti in dejansko zaradi tega navdušenja, ko vidiš, kaj dobiš vse nazaj, kakšne feedbacke. Že takrat so punce delale take spremembe, povpraševanje je bilo ogromno, a se bo to še kdaj zgodilo, ko mi zdaj sem zasledila, ne vem, to so pol pisale še par mesecev kasneje. Smo rekli nič, sva rekla, dajva zdaj to ponoviti in tako je bilo potem leta 2019 fit s Patricijo, pol je šlo pa itak samo še navzgor, dejansko. To krizno obdobje same korone in vsega skupaj je šlo nam takrat kar precej na roko, ker mi smo imeli online že zelo razvit prej in potem je šlo to samo še pač med samim tem obdobjem navzgor, ker itak vemo, da so se navade zelo, zelo v tem času spremenile. No in zdaj tisti, ki morda ne vedo ali pa te ne poznajo, mislim, da imaš 131.000 sledilcev na Instagramu. To sem pogledal. Po moje, ja. Ja. Tudi za tiste, ki ne vedo, koliko je to je ogromno. Za slovenski trg je to ful veliko. A je to pomagalo, da si imela že na začetku toliko veliko sledilcev, ali pa bom drugače vprašal. Veš, ti imaš v Sloveniji kup influencerjev. Ja. Ne vem, ene prodajajo oblačila, ene, ne vem, se pač kozmetiko tako naprej. Ti si pa začela prodajati sebe kot produkt. Ja. Je šlo to od roko v roki? Ja, v bistvu to je bilo tako. Jaz nisem imela nobenih socialnih omrežij, no to leta, ne vem, 10 let nazaj. Pol pa sem začela hoditi v fitness in ene par kolegov je bilo tako, pa kolegic, ko so bile, dej Patricija, zakaj nimaš ti, ne vem, socialnih omrežij, Instagram, Facebook, blog je bil takrat ful popularen, ne? Pa bi ti tudi malo delila še svoje znanje še naprej, ne? Ni treba, da sam, ne vem, nam pomagaš in tako dalje, dej še to malo deli naprej. In dejansko tako sem si jaz pol, ne vem, kaj je bilo to 2014, 2015, tam nekje sem si naredila Instagram, pa v bistvu Facebook page najprej in pa sem tam začela objavljati preproste stvari, nek recept, nekaj izseke iz treninga. In jaz mislim, da je bilo ključno to, da sem bila zelo, zelo hitro prisotna na socialnih omrežjih. Takrat trg ni bil prenasičen s tem. Enostavno ponujala sem takrat, mislim, se še vedno kvalitetno vsebino, ni bilo kar neki, ljudje so me dejansko spremljali zaradi tega, oziroma me spremljajo, se pač moram isto še zdaj, ker nekaj dam, ker ni samo zdaj pa dajte vi meni to, ampak jaz nekaj dam in ljudje nekaj na koncu odnesejo od tega. To se mi zdi itak ključno, da si ti toliko časa lahko na sceni, ker če gledamo, mislim, zdaj za leta nazaj, koliko časa dejansko sem že v tem svetu socialnih omrežij. Tako da ja, pol pač dejansko je raslo vse skupaj in v bistvu, ko sva midva začela s tem prvim nekako brezplačnim izzivom, sem imela jaz po moje okrog 5-10 tisoč ljudi na Facebooku, kar pač za današnji čas je pa ni velika, ne, saj vemo, pač zdaj, če imaš pravo publiko, je velika, ne, če pa nimaš prave publike, pa ni velika, ampak jaz sem bila takrat res samo tiste, ki jih je to res zanimalo, vsebina jim je bila zanimiva, ko sem jo jaz delila, so nekaj koristnega odnesli od tega. In tudi na Instagramu potem, jaz ne vem, po moje je bilo to okrog 20.000-30.000 sledilcev, ni bilo to zdaj, niso bile take številke, kakor so danes, ne, to je potem postopoma smo rasli do te številke, kjer smo danes. In dejansko potem, ko ne vem, je bilo toliko uspešnih programov za nama, se vemo, Dober glas je že v 9. vas. Mi še zdaj največ novih udeležencev naših programov od akademije dobimo od ust do ust. Ne preko, ne vem, Facebook oglasov, ne preko Instagram oglasov, ampak od ust do ust. In se mi zdi, da to je šlo pa v bistvu vse skupaj nekako z roko v roki, no. Kakor so se programi delali, takrat vedno je pač boom, tudi meni profil hitrejše raste, ker se ljudje pogovarjajo, jaz imam pa te recepte, ful so dobri in ja, gre vse skupaj z roko v roki, no. Še zdaj bom dodal prej za vse tiste, ki ne vedo, ne samo teh 130.000 sledilcev, pa da imaš 11, boste šli zdaj v akademijo. Ja, sem si zapisal, moramo vedeti, da si ti zelo uspešna. Da tukaj zdaj ne govoriva samo o tem, koliko ljudi k tebi hodi, ampak ti s tem živiš, služiš, dobro služiš in to je okej, da ne bo zdaj kakšne pomote. Ampak, kot si rekla, ti si začela 2014, to zdaj v bistvu vstopaš v 10. leto tega dela, stara si pa 28, ne?
Tako da vse te mlade punce, ki zdaj vstopajo na ta spletna omrežja, pa tako naprej, si verjetno ne morejo obetati, da bodo v roku enega leta ali pa dveh, ne vem, si zgradile hišo, pa kupile avto, pa tako naprej. Ne, mislim pa definitivno nikoli ti ne sme biti primaren cilj zaslužek. To se mi zdi itak ključnega pomena, ker če se ti, itak vemo, v vsakem poslu imaš ogromno posnemovalcev, glavno se vemo. Ogromno takih, ki mislijo, da bi tudi oni, ne vem, zdaj bomo pa mi dali ven neke recepte, bomo dali ven treninge in bomo imeli mi kar, ne vem, 10.000 ljudi prijavljenih. Ne gre to tako. Tukaj v ozadju je toliko enega dela, pač toliko enega truda, brezplačnega, tako kot sem rekla na začetku, najprej leta brezplačnega objavljanja, to se pravi namenjanja, ti čas namenjaš nečemu, pa sploh ne veš, a se bo obrestovalo na koncu ali se ne bo. Jaz sem to delala, oziroma še zdaj, pač jaz to delam zaradi tega, ker noro uživam v tem, pač ker uživam v pisanju novih receptov, ker uživam v snemanjih treningov, ker uživam v tem, da spreminjam življenja. In dejansko potem, to se pravi po teh letih brezplačnega objavljanja vsebin, brezplačnih teh izzivov, šele potem prideš na neki, da pa dejansko mogoče lahko nekaj se obrne, pa da vidiš, ok, mogoče pa moj hobi ne bo samo hobi, ampak lahko postane tudi konec koncev moj posel. A te je kdaj skrbel, da ne bi mogla plačati položnic? Naprimer, rekla si, moj oče je bil uspešen, pa stric, pa tako naprej, ok, si imela neko zaledje, pa so rekli, verjetno, Patricija, porobaj, pa ti bomo pomagali, ampak je bil kdaj dan, ko si rekla, viš kaj, mogoče ne bom mogla plačati? Ne, v bistvu, kako je bilo v najno idejo, nobeden ni verjel, popolnoma nobeden, tako da pač pri nas mogoče, ne vem, najni vsi so bili še malo stara šola, kar se tega tiče, in zaradi tega sem jaz tudi pač dokončala potem faks, dobesedno samo zaradi staršev, ker je bilo ne pač najprej izobrazba, potem pa redna zaposlitev, da imaš ti varnost. Tako da to je bilo vse, kar je bilo pač pri nama doma, kar sem midva poslušala, in popolnoma noben ni verjel v najino idejo, samo midva sva verjela, da enkrat mogoče res to lahko rata posel iz tega. Tako sem v bistvu tudi eno objavo enkrat napisala, bila sva dva mlada fitneserja, ko se jima vsi smejali, kaj bosta pa vidva naredila. Se res, veš, zato, ker to, kar sta vidva naredila, jaz sem pa še starejša šola kot ti, ne? Jaz sem iz tistih časov, ko smo na videokasetah videli te treninge, ko so v bistvu tudi na televiziji vrteli tudi recepte. Se veš, to ni nič novega, kar si ti naredila. Sam spravila si na Facebook, ne? Ja, točno to. In dejansko midva sva delala pač poletno delo, jaz sem delala v domačem podjetju, proizvodnji za trakom, enako kot pač vsi ostali, ki smo bili v podjetju, nisem bila nič drugače. Enako moje delo v proizvodnji, in v bistvu sva dobesedno do najnega zadnjega centa sva vložila v najin prvi projekt, ko so bile pa neke e-knjige, to se pravi tekom, ko sem jaz delala osebno trener, sva že prej naredila licenco, sva potem v bistvu najin prvi izdelek so bile e-knjige, v bistvu to so bili neki vodiči za prehrano, vodiči za treninge, v bistvu sva na enem mestu v teh 3 e-knjigah združila vse tisto, kar je nama manjkalo, ko sva se midva začela s fitnessom ukvarjati. In jaz to ne bom nikoli pozabila, pač itak vložek, ne vem, pač 500 € snemanja, potem spletna stran 1000 €, recimo vložka na koncu je bilo 2000 €. Za 2 mulca, stara, ne vem, 20, 21, 22 let, je bilo to toliko denarja, da mislim, ogromno denarja. In midva sva se pogovarjala, ne vem, ob 6 zvečer smo lansirali potem te e-knjige v prodajo in midva sva se pogovarjala, bo midva sploh eno e-knjigo prodala, a bova sploh dobila povrnen vložek nazaj. Koliko je bilo prodanih? Ne vem, čez več kot 1000, no, ampak to so bili res čisti začetki, pač to je bilo, 2017 tam nekje. No, evo, 5 let kasneje, koliko kuharic, če lahko to poveš, je bilo prodanih zdaj te zadnjih z gospejem? Od desetke? Ja. Iskreno, to me je zadnjič še ne, pol leta nazaj me je babica to vprašala. In pa sem prav mojemu napisala, da mora enkrat preračunati, koliko je bilo do zdaj vseh kuharskih knjig pa vsega prodanih, ker iskreno presežem, da ne veva. Kaj rečeva, 5000, 10 000? Ja, zdaj, če govorimo o akademiji 10, je to 15 plus 1000, ja. To, da si lahko predstavljamo, kot si rekla, 1000, 5 let, vas trud 15 000, ena izdaja. Wow. Pač je kar, ampak recimo to, kar sem prej hotela reči, pač glede samih, ne vem, mogoče posnemovalcev in vsega skupaj, ki si želijo, oni vidijo na koncu samo rezultat, oni vidijo samo, wow, en ful dober program je, noben pa ne vidi, koliko je v ozadju tukaj truda, koliko je neprespanih noči, pa to je še malo, koliko je pa živcev, koliko je vsega skupaj, da ti to pripraviš. Recimo, mi smo zdaj že tako velika ekipa, da enostavno že samo, da se uskladimo vsi skupaj med sabo, ti imaš tlele gor že vsega.
Pa ja, tako kot sem rekla, koliko je bilo na začetku brezplačnega dela, brezplačnih ur, ki niso bile nikoli poplačane, zato da potem pač prideš do nečesa. No. Vidiš, zato sem te povabil. Ja. Zato, ker si želim, da v tej uri, toliko časa, ko bo trajal pač pogovor, zagotovo več kot uro vidim. Sorry, malo veliko govorim. Ne, super, da pokaževa, da ni dovolj, da si narediš profil. Ja, ne? ne. Okay. Si pogledala mogoče, ali pa kdaj si zadnjič pogledala, koliko ur pa preživiš zdaj na telefonu? Zdaj iskreno zelo malo, no? Čistko, zaradi tega, ker se kar precej distanciram na splošno od, ne vem, scrollanja tega pasivnega Instagrama, pasivnega Facebooka. Jaz sem najbolj aktivna v naši skupini Facebook, ki jo imamo v bistvu za podporo aktualni akademiji, tako da dejansko ves čas, ki ga preživim, ali pa oziroma tam 90% časa namenjam tej skupini, odgovarjanju, spodbudi. Se vemo, da dekletom, fantom največ pomeni to, da mogoče jaz odpišem nazaj, da jim dam še kakšno dodatno usmeritev, tako se res trudim maksimalno, da sem tam najbolj aktivna, kar se da. Medtem ko vse ostalo, pač ja, ne vem, objavim kakšen story na Instagram, na hitro kaj posnamem in tako dalje, ampak bistveno manj, kakor pa sem bila leta in leta nazaj. No. Imaš mogoče kakšen spomin, koliko je bilo tistih ur? Sam sem pogledal vsako nedeljo, me pač opozori, pa mi piše, ne vem, 3 ure na dan si preživel na telefonu. To je krat 7, to je 21, en dan na teden preživim na telefonu. No. Mislim, da je bilo takrat na samih začetkih tudi še bistveno več. No. Zaradi tega, ker še vsem sem bila tudi, kar se tiče objavljanja, veliko bolj dosledna, veliko bolj pridna. Zdaj je iskreno povedano težko vse usklajevati. Jaz nimam nobenega, ki bi mi vodil na primer profile pa objavljal namesto mene ali pa odpisovalna sporočila. In je itak otrok, zraven pač posel še, katerega itak namenjam pač, ne vem, res 90% svojega časa, plus seveda še pol svoje življenje, da si nekaj, ne vem, za svojo dušo privoščiš, je težko usklajevati pol vse skupaj in se mi zdi, da zdaj nekako neka taka baza je, še vedno se trudim, da jim dam maksimalno, kar se da, da jim dam tisto pozitivo in vse, ker pač v današnjih časih mislim, da vsi zelo rabimo. Hkrati pa še vsem se znam zdaj distancirati, bolj kot sem se mogoče včasih, no pač znam reči ne, zdaj pa čas zame, pa za mojega partnerja. Mal bi še ostal pri teh spletnih omrežjih. Ti si ženska, dobro izgledaš, dobro izgledaš, ne, in verjetno ti veliko moških tudi piše. Kako je s tem? Sam en tak medklic, koliko teh prijaznih oboževalcev imaš? Ne, pač tega je bilo včasih veliko več. Se mi pa zdi, da vedno bolj, ko je profil rasel, vedno manj je tega. Pa se mi zdi, da je tudi nekako, ne vem, dosti spoštujejo, no, itak vejo, da jaz sem z mojim partnerjem že od leta 2010, torej zdaj pa mislim, da je res vsem kristalno jasno, da me ne da, a ne? Tako da ne, pač res tega je zelo malo. Še eno vprašanje povezano s spletom pa s poslom, ker si ti pač ženska, takrat si bila mlada, ko si začenjala. A zdaj pa nisem več mlada. Si mlada, ne? Takrat si bila pa res še zelo mlada, si skupaj s svojim fantom, možem, prišla na poslovni sestanek, ali si sama prišla in kako so gledali na te s to idejo, a ne, ker si ti rekla, lej, še doma niso čist verjeli. V bistvu mi da vsa sama dva delala do leta 2021. Nikamor niste šla? Popolnoma vse, kar se tiče akademije, sva delala sama. Torej, imela sva, edino, kar sva imela, je bil seveda računalničar, programer, no, on je skrbel itak za postavitev same spletne strani, kar se tiče potem vsebin in vsega skupaj, pa njegova žena dizajnerka in to je bilo v bistvu to. To je bila naša ekipa, če lahko temu tako rečem, da se pravi do leta 2021. Šele takrat sva potem se pravi, na nekaj letih od 2018, sva se dejansko sestala oziroma zmenila za eno ekipo, ki je potem pač prevzela celoten marketing, dizajne, vse to, ker ne moreš več sam. No. Potem so številke prevelike in če hočeš imeti še ti karkoli od življenja, moraš kakšne stvari tudi predati naprej. Tako da ja, bila sva sama v tem, no, če si iskreno. Veliko vidiš zdaj teh influencerk, verjetno se tudi poznate pa tako naprej. Kako gledaš na tiste, ki se tako trudijo kot ti, samo da ti imaš še produkt, mnogo teh mladih punc pa v resnici nima nič produkta, samo nabira všečke. Veš, kako bom rekla, če si iskreno, se vsi tisti, ki mene dobro poznajo, vejo, da je to res. Jaz sem po moje oseba, ki na Instagramu ena izmed influencer, ki najmanj po moje spremlja ostale. Pač mogoče je to malo grdo ali kakorkoli, imam nek svoj krog ljudi, ki ja, povšečkam, polajkam kaj, ampak da bi pa tako nekaj čekirala, spremljala, kaj se dogaja z ostalimi, ne.
nimam ne časa, nimam ne volje, res tisti čas, kot sem rekla že prej, pač namenim svojemu partnerju ali pa otroku. Okay. Tako da zelo, zelo malo spremljam in mogoče sem zaradi tega tudi malo izvzeta iz tega kroga ali kako, ne vem, se mi zdi vedno, da sem ena taka mal ovca, ker tudi, ne vem, ne hodim na neke dogodke, zelo redko kdaj recimo, da grem na kakšen dogodek, enostavno, ne vem, jaz nisem za to, no, pač. No, se tudi zato sem te povabil, ne, ker mogoče res moramo počasi se zavedati, da nekaj influencerstvo, kjer vplivaš na neko javno mnenje, imaš moč preko spletnih medijev, ki upam, da jo dobro izkoristiš, nekaj pa, da si poslovnež in spletne medije uporabljaš za svoj posel. A bi tebe tja dali? Ja, definitivno. Pač meni influencerji smo itak vsi, če tako gledaš, a ne? Influencer je moja babica, ki bo njeni sosedi rekla, tale jajca v trgovini so pa res domača, ne vem kaj, in bo ona potem kupila tista jajca. Vsi smo influencerji, razlika je samo v tem, na koliko ljudi vplivamo. Tako da meni se zdi, da mogoče celo v današnjem svetu je ta izraz mal prenagrdo se jemlje. Ne vem, no, pač sploh zdaj v zadnjem času se je to res pokazalo, tudi s poplavami in z vsem skupaj. Kdo je pustil svoj posel, recimo pa, meni influencerstvo pač ni vir zaslužka, meni je to tako za zraven, da kakšno stvar še dodatno pokažem, ker bi jo itak tako pokazala. Ampak ja, kdo je recimo pustil v svoj zaslužek takrat? Jaz sem isti hip, ko se je začelo to dogajati, sem vsem podjetjem napisala, zaustavljamo vse, dokler se stanje v Sloveniji ne umiri. Ampak jaz sem to lahko naredila, zaradi tega, ker imam drug vir zaslužka, torej pa svoj posel. Nekdo drug, moramo pa tukaj vedeti, ne, da je pa dejansko vsak dan izgubljen. Ja, je pa vsak dan izgubljen in se bo na koncu res vprašal, kako plačati tiste položnice na koncu meseca, ker jaz zdaj cel mesec nisem delal, ker sem pač jim pomagal pri poplavah in ni bilo moralno ali kakorkoli, da jaz nekaj objavljam. Ne? Tako da zaradi tega se meni zdi, da influencerji pač imajo zelo veliko veljavo danes, definitivno pa jih ne bi smeli z neko negativo jemati, no, pač ni okej. Pol te bom prosil, če se už dotakne na ene stvari, bom še malo razmislil, katere, ker zdi se mi, da vsega, česar se dotakneš, pol uspe, a ne, tle sem si Fit Akademija, pa pol imaš svoje oblačila, pa pol imaš to kuharske knjige, pa tako naprej in vsako leto se mi zdi, da tudi nekaj dodajaš. To je ta poslovna strategija, sam pojma nimam v poslovnih stvareh. Vsak ima svojih stvari. Ja, sej, to skupaj s tvojim razmišljate vsako leto, kaj je treba še dodati. A je to tisto znanje, ki ga dobiš, si ga dobila od staršev, da vidiš, da tako posel deluje? Kako je šlo to? No? V bistvu, tle velikokrat nama dajo usmeritev, to se pravi naši člani, naše članice. Tudi, naprimer, eden izmed bestsellerov je bila kuharica Babičina Fit kuhinja, torej ko sem se združila z mojima babicama in z babicama od mojega partnerja, smo naredili skupaj kuharico. Ampak idejo za to kuharico so dale dekleta v Facebook skupini, ker so napisala, da bi rade imele, to se pravi, eno kuharico, pri kateri bodo tradicionalne jedi v fit preobleki. In jaz sem lahko takoj klik, naredimo kuharico babice, hop, in recimo v roku 8 mesecev smo imeli mi novo kuharico. Tako v bistvu one nas najbolj usmerjajo, potem pa dejansko gledamo še na to, ne vem, če one izrazijo tudi željo, mi bi pa rade imele v naslednji akademiji mogoče eno vadbo s tem pa tem pripomočkom, gremo mi takoj v to smer, poiščemo voditelja primernega, če naprimer jaz ne morem prevzeti ali kakorkoli, poiščemo nekoga drugega, ki se nam pridruži, tako da zdaj nas je že 7 voditeljev, to tudi ogromno pove, da ne je res veliko. In tako pa se nekako prilagajaš in loviš ta tok, da nekako pluješ in ne vem, da si nekje v vrhu. Moraš pa skozi nekaj novega ponujati. Tukaj ti ne smeš zaspati. Najslabša stvar je, da zaspiš. Mi recimo že za naslednje leto planiramo pač vse akademije, kako bo, vse tiste finese dorečemo pol, 3 mesece, 4 mesece prej, ampak zdaj imamo v grobem plan narejen za naslednje leto, pa je avgust. Pri 28 letih zelo dobre poslovne ideje sprejemata. Zdaj se bomo malo usmerili v tvoje zasebno življenje. Zakaj? Zato, ker se to ves čas prepleta, tako kot si sama rekla, in to tudi z vsemi deliš. Ti si res odprta v tem pol, to če govorila. Tvojega fanta, takrat si spoznala 2010, si rekla, v kempu, ta prvi poljub je bil v kempu. Kamor še zdaj hodite. Kamor še zdaj hodite in tudi takrat so rekli, to je poletna romanca in ta poletna romanca traja. Takrat so rekli, da bo šla, ampak ta poletna romanca traja. Zdaj že 13 leto, zaročena otroka, tako da mislim, da sva se kar fajn. Veš, da je malo ljudi, ki
najdejo prvo ljubezen in jo obdržijo do konca življenja. So ti kdaj to rekli? Ja, velikrat, ampak jaz mislim tako, naju je po mojem najbolj rešilo, ali kako najino zvezo, mogoče najbolj rešilo to, da on je iz Štajerske bil, jaz to se pravi kamniškega konca, in midva sva se videvala samo čez vikende. Torej, čez teden sva imela ves čas, ko sva bila v gimnaziji, srednji šoli, tista 3 leta, no, konc prvega letnika sva skupaj šla, sva imela čez teden ne frej, ampak ne tičiš skozi skupaj. In mogoče eden izmed razlogov, da grejo tudi narazen toliko mladi, je to, ker so ves čas skupaj in saj vemo, pač ne daš si prostora, ne zadihaš, midva sva pa imela ta čas za zadiha, da se oba razvijava, kakorkoli pač vsako svojo smer. Dejansko potem, ko je pa moj prišel študirati v Ljubljano, pa sva bila pa itak ful več skupaj, ampak ne vem, preselila, potem sva se skupaj šele leta 2020. Ja, 2020, to se pravi, 3. leto živiva skupaj in tudi vem, da to so ful strašili, pota šla pa skupaj živeti, pota šla narazen. Jaz sem to vedela, da to ne bo tako, zaradi tega, ker midva vedno, ko sva bila pa pol dlje časa skupaj, ne vem, čez poletje 2 meseca, kakorkoli, midva sva se vedno še boljše razumela, ko sva skupaj živela. Tako da ja, je uspel in jaz upam sam, da bo to trajalo do konca. Ja, namen mojih podcastov je, da tudi, ko bodo punce ali pa mame poslušale, no, ali pa predvsem očetje, da kaj pametnega izvemo. In zdaj okrog te ljubezni moram kaj takega vprašati. Naprimer, danes vidimo, da se veze hitro začnejo, pa še hitreje končajo, da je zelo popularen, da se ljudje ločujejo in bolj imamo res hude tragedije za otroke pa tako naprej. Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno pri vaju? Kaj misliš, da je tisto, kar drži skupaj? Pogovor. Se mi zdi to ključno, no, pa tudi to, da si morava nekako vzeti čas zase. Pri nama je sploh mogoče še malo tako taka triki situacija, zaradi tega, ker so v istem poslu dejansko. No, to, in recimo on ima svoje probleme, jaz imam svoje probleme in zelo hitro lahko krešneš, pač zelo hitro, pač sej itak je razumljivo, da se skregaš, sej tudi skregati se moraš, da te ven kar čutiš, a ne. Eni pač dajo z nežnejšim pogovorom, drugi se malo zderajo, kakorkoli. Kaj vi, da greste pa na fitness? Ne, mi da se malo zderava ena drugega, pa je to, pa gremo pa dalje, a ne, pa itak moraš komunicirati, ker moraš delati skupaj, a ne. Tudi jaz mislim, da je pogovor tisti, ki je ključen, no. To pa pol pač itak vsi vemo, vsaka zveza ima mogoče malo tiste ups and downs, oziroma obdobja, ko se malo hladiš, obdobja, ko se spet malo bolj zbližaš skupaj. Na primer, pri name je sigurno akademija vedno eno tako obdobje, ko se mogoče majčkeno hladiš, ker konec koncev takrat si bolj kot ne poslovni partner. Recimo 90% dneva sediš za računalnikom, pripravljaš neke vsebine, ok, se zraven še ukvarjaš z otrokom, zdaj pač to še mogoče še na kvadratu se skupaj pač zaradi otroka, a ne, se je razumljivo, ker moraš še nekomu drugemu posvečati svoj čas, ne sam partnerju. In potem recimo po vsaki akademiji ali si privoščiva mogoče kakšne par dni oddiha ali kakorkoli, nekaj takega, kar je res samo za naju, zaradi tega, da spet se zbližaš nazaj, ker če se ne zbližaš nazaj, pol pač vemo, da gre to samo še navzdol, a ne. Vidim, imate ta kamp na morju, ki je zdaj že od leta 2010, prav tako točko, kamor gresta. Mislim, poleti nama je to, čez zimo pa tako pobegneva pač komu tople kraje ali pa kaj takega za kakšen teden, 10 dni, čisto odvisno, no, tudi dela, kako si lahko vzameva frej. Naju potovanja ful zbližujejo, oba rada potujeva in to je res nekako, se mi zdi, da tam odklopva, no, pač saj vemo, težko je odklopiti, če si ti na socialnih omrežjih, težko je odklopiti, ker ti posel nosiš kamorkoli greš s sabo, a ne, to ni tako, zdaj pa jaz pustim vse doma in pozabim, ne, pač jaz tudi na dopustu odpisujem, vse take stvari urejam. Ampak še vseeno si pa mogoče izven Slovenije, izven vsega tega, ne vem, okolja, ki si ga konstantno navajen in avtomatsko se potem malo bolj zbližaš nekje drugje, no. Kako je pa on sprejel, ali pa ti, no, da si ti močnejši, lahko da se zelo motim, ampak da si ti ta močnejši del para v nastopanju. Okay, jaz ne vem, kako je zdaj pri tem poslu, ampak vsi vemo, kot si rekla čisto na začetku, midva sva oba skupaj v tem in to res vedno poveš, ampak po drugi strani mi vidimo Patricijo Pangeršič, zdaj vidimo tudi seveda očeta, ampak ves čas si bila ti in si na teh spletnih omrežjih, kot da bi bili mi s tabo doma. Ne? Ti si res nam odprla vrata, tiste, ki to seveda zanima in to spremljajo, od treninga do tvoje kopalnice, do tvoje spalnice, do tvojih spodnjih hlačk, vse, ne? Do teh oblek, no, skratka, res vse, no. On je pa tam nekje v ozadju, a ti kdaj reče, mogoče je pa to, Patricija,
malo preveč? Ali pa? Ne. Zaradi tega, ker pač res jaz imam ful mejo. Jaz točno vem, kaj je tisto, kar je za nas socialna omrežja, kaj je pa tisto, kar je samo za naju. Naprimer, če imam jaz objavljenih, če imam 4 storije na dan objavljene, to je 1 minuta mojega življenja, recimo, še vse imamo po dnevu, vse vemo, koliko minut življenja in enostavno tako 3/4 stvari, ki jih jaz počnem, sploh ne pride na socialna omrežja. No. In tudi on, mislim, tudi Tilan ni nikoli, da bi On ga... ti sledi? On nima socialnih Saj to, omrežij. On vidim. ima v bistvu, mi imamo skupaj Instagram, tako da Aha, pač okej. Patricija Pangršič je enako Tilan Šelih. Tako v bistvu kolegi, ki nam napišejo vedno za Tilna ali pa za Patricijo, da Aha. pač veva, kdo mora Okej. odpreti story, mislim, kdo mora odpreti sporočilo. Enostavno, ne vem, njemu ta izpostavljenost, pa dobro, zdaj se je že kar navadil, no, ampak še vseeno, on ni tak, da bi, ne vem, objavljal, snemal in ni imel nikoli s tem težav, da pa sem jaz mogoče malo bolj, kar se tega tiče, izpostavljena. No, tako. Kar se pa tiče ozadja, je pa definitivno on Capo di Banda. Pač vse vemo, tisti, ki ima čez vse zadeve, a ne, kar se tiče računov, financ in vsega skup, je Capo di Banda. Veš, kaj, potem prideš, ne vem, do slovenskega pojmenovanja fatalne ženske, Aha, na primer, ja. a ne? In potem rečeš, ampak kdo pa je ta fatalni moški Ja, za v tem, ker ga ozadju. nikoli ne vidimo, a ne? Se pravi, meni se zdi pač res, se mi zdita zanimiva, ker ja, tebe vidimo, njega praktično Njega ne, dokler ni zdaj postal Ja. taka skrbi za gradnjo novih hiš, Ja, pa ja. seveda za sina, a ne? Okej, še eno vprašanje povezano malo s temi spletnimi stvarmi pri oblačilih. Ja. Veš, jaz sem zelo neuk, kar se tega Okej. tiče. Meni se tudi beseda haul, ali kako se že Haul. to... Haul, no, vidiš to. Ja, fashion Zdaj haul. mi rečem, aha, ja, to je to nekaj Ja, imate, ja. a ne? Okej, to pač pogledamo, jaz tam nič ne kupujem. Kako to deluje? A je tukaj pa zdaj pomembna tvoja učinkovitost pri prodaji, a je tukaj pomembno, koliko imaš ti sledilcev? To sprašujem zato, ker si tudi tukaj zelo enostavno si to razlagamo, ker je en kup enih Slovenk in Slovencev, ki prodajajo preko spleta oblačila, no. Ja, zdaj, če govorimo o samih fashion haulih, a ne, tako je v bistvu. Prva stvar, ki v bistvu bi jo jaz tudi pri influencerjih tako na splošno izpostavila, pa jo vedno izpostavim, je to, da mi drugače nismo prodajalci za vse te stvari, ki jih predstavimo. Mi smo samo pač enako kot se, mogoče se bo zdaj malo slabšalno slišalo, oglas odvrti na televiziji, tako se oglas odvrti na naših profilih, a ne. Mislim, da to pač vsak normalen človek razume, da morajo tudi na določenih profilih pač biti neki oglasi, ker ti oglasi na koncu plačajo položnice, ne druge brezplačne stvari. In tukaj dejansko pač mi predstavljamo stvari, ampak ja, seveda je podjetjem pomembno tudi, kaj se dogaja potem, ali je prodaja ali ni prodaja. Neke številke, zdaj bom jaz tako rekla, niso zdaj glavno merilo za v bistvu vse skupaj, ker vemo, lahko imamo profil, ne vem, s 5000 sledilci, pa bo izjemno dobra prodaja, ali pa profil, ne vem, s 50 000 sledilci, pa bo izjemno slaba prodaja, a ne. Prvo, kar jaz moram podjetje itak sama pri sebi mora narediti jasno strategijo, komu bodo sploh dala zadelati fashion haule. Na primer, jaz ne bi mogla vzeti fashion haula od enega drugega podjetja, ki na primer prodaja oblačila, ki jih jaz ne nosim. Dejansko tukaj je tisto, kar je najbolj pomembno, da ti res najdeš pravega influencerja, ki ima pravo bazo ljudi za recimo te stvari, ki jih ti prodajaš. Tako da ja, v bistvu pač pri fashion haulih je zdaj tako, nekateri delajo samo, ne vem, v zameno, oziroma se naredi fashion haul v zameno za, ne vem, določen znesek oblačil, na primer 500 € oblačil, narediš potem haul, deliš sledilci kodo, nimaš nič od kode. Nekateri delajo tako, da imajo potem, ne vem, od kode določene procente, plus potem oblačila. Nekateri delajo, da imajo na splošno plačan ta haul, ne vem, 500 € plačila za to, da ti predstaviš to, 500 € za obleke in tako dalje. Najbolj, kar mene tukaj zmoti, je to, da ljudje rečejo, ja, oni vse zastonj dobijo. Ne gre se tle zastonj, saj ti si naredil delo, ti si se mogel najprej urediti, ti si jim namenil svoj čas, tebi haul vzame tudi po 2 uri, da ti to vse predstaviš, da ti to vse zmiksaš skupaj, sestaviš v neko celoto. To ni zastonj, ti si dal svoj čas v to. Tako da na tak način, no, pač se delajo pol hauli, a ne. A te veliko kličejo? Ja, ogromno, ampak iskreno veliko jaz imam, zavrneš? ja, pač po moje, ne vem, 80% promocije zavrnem. Zaradi tega, ker tako, kot sem že rekla, meni je to tako, za kakšno potovanje mogoče, za kdaj pa kdaj plačati, ali pa kakšen tak luksus, ki si ga drugače ne bi privoščila. Na splošno se jaz sama ne vidim sam v tem, da bi samo to delala, ker ne vem, nisem vsem toliko za to, no. Pač jaz sem tistih par podjetij, s katerimi sodelujem, s katerimi se super ujamem, delamo, ne vem, skupaj zdaj že leta, lahko rečem, in mi je super. In se mi niti ne želim širiti v vse vode, ker se mi zdi, da če si preveč na vseh področjih, pa spet ni okej, a ne.
Moraš neko rdečo nit držati. Veš, to sem te mogel vprašati, ker sem si to tudi zapisal, ta oblačila. In potem reče Patricija, dobro, zdaj me nekaj kličajo, pa mi ponujajo, kaj če bi imela jaz svojo lastno znamko oblačil. Pač zdaj tako, jaz, če si iskreno, se tako, kar se tiče, mogoče zdaj, če povežemo šport, Patricija, športna oblačila, kar se tiče, da bi jaz čisto svojo znamko športnih oblačil imela, definitivno ne, zaradi tega, ker me to ne veseli. Imam pa, to se pravi, svoja športna oblačila v sodelovanju s podjetjem, s katerim tako ali tako sodelujem, torej Zeon Athletics. Ampak da bi pa jaz rekla, zdaj bom pa jaz prodala športna oblačila, ne, to nisem jaz. Ja, jaz vem, da bi to noro dobro pil vodo, pač enostavno imam bazo, kateri bi bilo to zelo, zelo zanimivo, da bi bilo prav moje. Ampak se mi zdi, da ključno pri poslu je tudi to, da ti slediš temu, kar ti tukaj noter čutiš. Ker če ti delaš mogoče sam za nek zaslužek, tako kot sem iz prve že rekla, vse gre lahko pa samo navzdol, enostavno. Tako da ja, sem pa definitivno za tako, kot imamo na primer z Zeonom, kjer v bistvu so moja dejansko oblačila, ampak še vse ostalo, celotne priprave na dizajne itd. Pač poskrbijo oni za to. Tako da se jaz lahko dejansko po tem akademiji in vsem ostali stvarem posvečam. Ne vem, če si vedel, ampak pri 28 letih, da tako razmišljaš, je kar dobro. To ti moram kar priznati. Kot dobro si usvojila ta poslovni svet in ga združila s svojim življenjem. Dajva morda ostati še malo zdaj pri materinski nalogi. Veliko se je pri tebi dogajalo. Tudi tukaj me je morda kar malo presenetilo, ker sem šel pogledat seveda tvoj profil, ko sem videl, da si objavila res te zelo lepe fotografije, ki si bila noseča pa tako naprej in si tudi to delila z javnostjo. Take zelo estetske, tako da tisti, ko šli zdaj pogledati, se morajo strinjati. Kako to, da greš pa tukaj toliko daleč, V bistvu, tako je, pokazala nisem popolnoma nič. Ne, seveda, sem rekel, da so zelo lepe estetske fotografije. Ja, meni je tukaj tako, pač žensko telo, tukaj je dobesedno samo neko čaščenje ženskega telesa, ker enostavno šele, ko rodiš otroka, dojameš, česa je zmožno naše žensko telo, ker je nerealno, pač jaz še zdaj ne morem verjeti, kako je to sploh možno, da v tebi noter nastane otrok, da ti pač rodiš dojenčka. To je meni, mislim, jaz ko o tem razmišljam, kar kurijo pot manj, kako je to možno. In dejansko, ko sem imela to fotografiranje, itak sem si želela ovekovečati te trenutke, ker pač trebušček imaš samo 9 mesecev, oziroma še manj, meni se je začel poznati v 6. mesecu. Konč 6. ja. Valjda sem hotela to ovekovečati in enostavno so mi bile tako lepe, da zakaj pa ne? Pokazala nisem popolnoma nič, so narejene kvalitetno in je to zdaj. Ne vem, kaj tam na neki. Ti si v bistvu ena taka promotorka ženskega ponosa, pa tega, kar si rekla. Ja, jaz bi tudi temu tako rekla. Pač se mi zdi, da... A te imajo zato to rade punce pa ženske? Jaz mislim, da me imajo bolj zato rade, ker res sem taka, kakor sem. Pač vse punce, ki me pa spoznajo v živo, ko imamo z akademijami pohode, pa te stvari, so itak čistko, joj, Patricija, ti se v živo sam še boljša, Ampak dejansko jaz sem taka, ki sem že od prvega dne. In tudi, recimo, ko sem imela 0 sledilcev, ko še nisem imela socialnih omrežij, pa zdaj, ko imam 131, pa ne vem, na TikToku 70, pa tam 50, pa tako, jaz sem še zmeri ista oseba, popolnoma ista. Moja družba se ni spremenila. Pač jaz imam še vedno najboljše prijatelje, enake, kot sem jih imela, ko sem bila stara 15 let. Vse je dejansko pri meni ostalo enako in mislim, da je to lih tisto, kar je ključno pol za ljudi, da jim nekaj več pove o tebi. Ja, to se kar strinjam. Se mi zdi, da je to res tak velik dosežek. Ker vsi mislijo, kako ima pa nekdo malo več sledilcev, da je pa tako vzvišen, pa taka, In lih frizerka mi je razlagala, je rekla, zadnjič, ko si ti šla od frizerja, pa je potem ena tam stranka rekla, to je bila Patricija, se ona pa čisto v redu v živo, pač ni nič vzvišena, pa to pa je bila tako frizerka. Hvala, da se Patricija nikoli ni bila vzvišena. To dejansko ljudje te tako jemljajo, kakor ti si nekaj več, ti si zdaj vzvišen, ti zdaj mene sploh pozdravil ne boš. Ne, pač jaz najrajš manjkam, me punce ustavijo v trgovini, objemajo me včasih, se zahvaljujejo, da so zaradi mene spremenile življenje. Jaz objamem nazaj, skoraj zjokam se tam v trgovini. Meni je to, kar tista domačnost. Še ena stvar se mi je zdela zelo zanimiva. Vprosti, ker te stvari vidim na Instagramu, ampak tam vidimo tvoje življenje, in ker te drugače ne poznam, te seveda to sprašujem, kako to, ko sta razkrila spol, ne vem, če nista imela rekordno število ogledov tega. Ja, res je bilo, ker veliko se ampak tle govoriva tako o milijonu. To, da ima nekdo iz Slovenije milijon ogledov nekega osebnega dogodka, to je neverjetno, vprosti, meni se je to neverjetno. To je viralno šel video, na to ni tak nimaš vpliva.
A to ste se zelo pripravljala na to, da ste pol tako naredila, ker tudi izgledali je tako, ne? Tako kot izgleda pač vse pri tebi, Ja. domišljeno, na koncu je bil tudi video posnetek tak in tako. Tukaj isto spet imamo tako malo tako triki situacijo, marsikdo reče, jo, to je pa zdaj samo za socialna omrežja, ampak ne, jaz sem si že, preden je to sploh po moje popularen ratal, sem ful hotela zavedati spol na malo drugačen način. Ne zdaj tako, da prijem z ginekologu, gor pogleda, aha, fantek je, punčka je, ne vem. Meni je to, in hvala Bogu, da sem jaz malo težila mojemu ideji, pa deva narediti, pa oni tako je rekel, valjda, če si ti to želiš, ne, narediva ta kao gender reveal, rekla sva povaba vse najboljše prijatelje, najboljše kolege, družino in da bomo imeli eno tako malo presenečenje. Tako je bilo presenečenje za vse, tudi midva nisva vedela. Midva so samo... Nista prav, tudi on... Ne, nobeno naju ni vedel. Midva sva dobila nifty rezultat. Sem jaz to poslala pač Nikiti iz Party Shopa, ona je pripravila vse, torej od balonov do vsega skupaj, poskrbela za to dimno bombo, ki smo jo potem vžgali. To midva nič nisva vedela. In tistih 10 sekund, ki smo mi odštevali, to v meni je tako delalo, noter jaz sem bila tako, ojoj, kako dober, pač res take občutki, ko pričakuješ, pa itak si vesel, karkoli je, samo da je zdravo, vse to vemo. Ampak če lahko še malo popestriš, zakaj pa ne? Pač nama je bilo to je bilo delano za naju, to je bilo delano za najine prijatelje, to je bilo delano za najino družino. In na koncu je to ključkano vse skupaj izpadlo, zakaj ne bi tega tudi delila. Vsej, mislim, to je neko tako veselje, vidiš, kako je nekdo drug vesel in se mi zdi, da potem to sam še sproža veselje tudi pri ostalih, a ne? Pri večini seveda, pač sej nikoli ne more biti za vse enako, nikoli z istimi čustvi ne morejo vsi dojemati določenih stvari. To si mi zdaj dobro, si mi spomnila. Včasih vidim Patricijo, ki tudi kaj odgovori, kakšnim, ki v bistvu imajo seveda drugačen pogled na to in tukaj zbiraš zelo pametne besede. Se mi zdi, da daš tako nazaj, lej, my life, moje življenje, moja odločitev, a ne? Kako odpišeš? A to odpiše Tilen? Ne, to odpisujem vse jaz. Ne vem, jaz se mi zdi, da znam na tak nenasramen način povedati mogoče neka dejstva. Se mi zdi, da je to ključno. Ni potrebe, da se ti nazaj zadiraš, pa kregaš tamle z nekimi neznanci, ki jih sploh ne poznaš. Ampak ne vem, enkrat pa se jaz tega toliko malo dobim, moram prav potrgati, tako da bi rekla nekih negativnih komentarjev, zelo, zelo malo. Ampak recimo ena se je enkrat upiknila v to in rekla, joj, toliko imate majhnega otroka, pa kar skozi okrog hodite. Pa sem bila tako, prvič, to je moje življenje. Pač jaz, recimo, jaz sem lahko navajena skozi živeti, jaz ne morem mojega zdaj življenja spremeniti, jaz ne morem zdaj posla zamenjati, zaradi tega, ker sem pa otroka dobila, se razume, moje življenje mora iti naprej. In otroku čist nič ne manjka, tudi če gre z mano kdaj na kakšno snemanje, pa ga tamle, ne vem, ga kolegica ima malo v naročju ali pa tako dalje, čist nič mu ni. Nič ni to slabega, kvečemu dober je. On je tukaj navajen ljudi, smeji se posod, ni ga strah, tudi ne vem, prijateljca mojim v roke, nič. In se mi zdi, da to je kvečemu dober za njega. Tako da, ja, se mi zdi, da znam na en tak način postaviti tisto mejo, do kam lahko vpliva mnenje, oziroma, a mi sploh lahko podajo na kakšno stvar mnenje, ali mislim, kje je tista meja, saj vemo. Neka meja mora biti. Ja, neka meja mora biti. Pač, ja, to je moje življenje, to so moje odločitve. Če tebi tako ne paše, v redu. Jaz tudi marsikdaj vidim kaj, pa bi čisto kontra naredila. Pa nikoli v življenju ne pomislim, da bi šla pa zdaj to pisati, jaz bi pa to čisto drugače naredila. Pač ja, v redu, nekdo je tako naredil, nekdo se je tako odločil. In jaz si ful želim, da bi bilo ful več tega sprejemanja, nasplošno pač v Sloveniji in vse skupaj, ker se mi zdi, da zelo hitro ljudje kar čutijo, zdaj moramo pa mi to komentirati, ker bi drugače naredili. Niti treba komentirati, pač nekdo se je tako odločil, nekdo je tako naredil. Konc. Tako da tukaj znam postaviti mejo. Zdaj bom pri tej meji, se mi zdi tudi zanimivo. Ko si dobila sinčka, tudi njega objaviš. Zdaj bom dal sam svoj pogled na to. Jaz sem enkrat rekel, nekaj prebral in se strinjam, ampak to je pa moje življenje. Zdaj, ko kaj, otroci bodo imeli svoje življenje, mogoče jih jaz svojih hčerk zato ne objavljam ali pa to. Ker kaj pa vem, kaj se bo stalo, da mi nota pol enkrat rekla, da je oči, kaj smo ti tle objavljali, kakšna sama. Kako na to ti gledaš? V bistvu jaz kako na to gledam, zdaj, ko je taj še tako majčken, dejansko on se bo tako spremenil, da čez 15 let njega nobeden več ne bo prepoznal popolnoma. Če bo po tebi se bo skozi smejal, bomo vedeli. Spet se že zdaj skozi, tako da ja. Potem že, ampak vse ostalo, recimo vizualno, se vemo, dojenčki tam, pa sploh do 1, 2, 3 let, se potem tako spremenijo, da jih ne prepoznaš. Tako da trenutno mi ga je še okej objavila, trenutno jaz glede tega nimam nekih zadržkov. Če bom pa enkrat videla, ne vem,
mogoče ne vem, ko bo star leto pa pol, 2, te pa pač ne več obraza, pa ne bom več objavljala obraza. To sta se Ne kaj vem. s Tilnom pomenila? Ja, v bistvu sva se med nosečnostjo že pogovarjala, kako bova objavljala, ne bova, in dejansko sva rekla, da ne veva, ker nisva niti vedela, mislim, kako boš čustvi, kako pač dejansko, kako bo, in sva rekla, lej, dajva počakati, in potem, ko se je rodil, pa sva bila oba tako, ja, ne, ja, okej, to je bilo to. Pač nisva se zdaj tako ful nekaj spuščala v neke podrobnosti vsega skupaj, tako kakor se mi zdi, kakor si ti rekel, a ne. To je tvoja odločitev, jaz ne obtožujem tebe zaradi te odločitve, ti ne smeš obtoževati mene zaradi te odločitve, vsak se odloči za svojega otroka oziroma zase na splošno, tako kakor si sam želi. Tako da ja, bomo videli, no. Zaenkrat mi je še okej, da ga pokažem, če mi pa enkrat čez 2 meseca to ne bo več, ga pa ne bom več pokazala. Prepoznal, mislim, tudi ko marsikdaj slišimo, ne, ja, pa pol takoj vejo tvojemu otroku kaj narediti, pa to. Tisti, ki hoče, ki bi hotel mojemu otroku nekaj narediti, ga bi tako ali tako našel. Sej, ne morem z otrokom po cesti hoditi z vrečko na glavi. Pač, ja. Kar se pa tiče ostalih stvari, pa ne vem, iskreno ne vem. No, tako sva se odločila, bomo videli, kaj bo. Ne, zdi se mi tako zanimivo vprašanje današnjega časa, ko res pač v bistvu vse objavimo. Ne? Še ena stvar povezana z otrokom, s telefonom in s Patricijo. Kakšna mama si, ko hodiš in si vozila Taja v vozičku, si gledala telefon ali... Zelo redko kdaj, čisto iskreno povedano. Ne vem, pač ja, so bili tudi trenutki, ampak ne vem, jaz imam največ, kar se tiče na telefonu, odpisovanja, in ti, ko voziš voziček, itak ne moreš odpisovati. Tako da ne, pač nisem tudi, ja, itak daj, ki odpišeš, pokličeš in tako dalje, sploh takrat, ko je zaspal, ko je bil še čist dojenček. Zdaj, ko pa že to gleda okrog, zdaj mu pa skozi kažem, lej, tam muco, lej, kokoške, kako dela kokoška, tako da zdaj ima bolj to interakcijo. No. Se mi zdi tudi doma probam čim bolj, ko je pač on buden, da se ukvarjam z njim, da nisem zraven na telefonu, ker itak otroci sam gledajo, ne, pač to sam gledajo, tako kot ti, posnemajo vse. On že zdaj itak pogleda v telefon, če imaš zraven njega telefon. Tako da probam čim manj tega, ko smo skupaj, ampak še vsem se pa ne moreš temu izogniti. To je pa pač dejstvo. Tak svet je danes, ko živimo, tudi v vato ga ne mislim zavijati, pač se je slejko prej, bo tudi, ne vem, v roku 10-15 let bo tudi on velik na telefonu, ne moremo reči, da ne bo, ne, ker se mi zdi, da danes smo vsi velik na telefonu. Tako da ja, no, tako je to. Ko ste bili poleti na morju, se ti je pa prvič, odkar imaš seveda sinčka, zgodilo, da nisi mogla biti z njima, ne? Ja, jokala sem kot dež celo noč. Ja, pač to je bilo pa slepič, imaš verjetno v mislih, a ne. V bistvu ta bolečina, takrat je bila pri meni v roku 1 ure, od popolnoma nič do res tako hude bolečine, da sem itak mislila, da grska padla. Pa izola, ampak jaz sem še kar nekako tolažila, sem mislila, mogoče kakšno vnetje, mehurja, drugo, vozili smo se pač po morju, mokre kopalke, se veš, hitro lahko malo te napiha. Tako sem se še kar malo tolažila, da mogoče dobim kakšne antibiotike, ne vem kva, pač kakšna zdravila in bom šla lepo nazaj na Hrvaško. Pa ne, pa sem bila pa zadržana in iskreno po 2, po noč sem pa prišla na ta oddelek in meni se srce trgo, samo zaradi tega, ker sem bila prvič tako v bistvu ločena od Taja, pač itak prva noč je bila tako, da sem bila kadarkoli ločena od njega, pa to na tak grd način. To ni bilo tako, da bi ga dala v varstvo zdaj za 1 noč. Ampak itak sem vedela, ni bilo strah glede same skrbi, ker Tilen ga obvlada toliko, ker ga pač skoraj toliko ga obvladam jaz, ne toliko, moram reči, že pač mama je mama, ne. Ampak res ga obvlada in to mi ni bilo nič strah, meni je bilo samo grozno, da sem bila jaz odrezana od njega. Tako da, ja, je bilo grozno. Koliko dni? 3 dni, do srede, ja. Pa itak okrevanje, ki ga nisem mogla dvigati. Še zdaj, recimo, ko se malo čuvam, da sploh ne dvigujem še težjih stvari, ker so rekli, da je itak ful nevarno zaradi kile, a ne, namesto operacije, namesto šivov. Tako da se ful čuvam še, no, in ti se bo pa mogoče pol še lih toliko hudo, no, da ne moreš otroka priti v naročje. Grozno. Danes je povprečna starost mam, se mi zdi celo več, kot je tvoja starost, če se ne motim. Ja, možno. Da se počasi to. Se ti zdi, da je bil čas, ko si dobila otroka, pravi? Čas nikoli ni pravi, a ni tako. Okay. Ne vem, meni se tako zdi, da vedno, ko pomisliš, a ne, zdaj bi pa to, pa si ti zdi, pa bi še malo počakal, pa bi to. Pred nami je bil mogoče moj partner, Tilen, je bil malo večji pobudnik za otroka, on je rekel, da je zdaj pa dejva, ne. Pa je bil pol malo šok,
pač kar hitro je bilo vse skupaj, a ne, pa ok, itak spored sem imela spontani splav, tako da pa je bil pač še večji šok. Pol drugič je bilo pa spet šok, a ne, pa tako pa sva vedela, da, mislim, sva delala spet na tem, ampak še vseeno je nek šok. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, ja, je bil čas definitivno pravi, se mi zdi, da vseeno sva, ne vem, tudi kar nekaj prepotovala, tudi dosti časa drugemu sam namenila. Tako da je bil čas za next step, no, sem vesela, da se je tako zgodilo, kakor se je. Nisem te hotel vprašati, sama si omenila Ja. spontani splav, ne. Tudi takrat si o tem Ja. govorila, recimo, ne. Se mi zdi, viš, tam pa je bil tvoja naloga ali pa vloga influencerke, ne vem, če bom zdaj našel prave besede, ampak pravilno izrabljena. In sicer ti si o tem govorila, ker se to zgodi mnogim. A ne, to je tako, midva, na primer, ženo sva šla na umetno oploditev, pa sem šele tam ugotovil, da je to za mnoge tabu, Ja. neverjeten, a ne, v tem času. In tudi spontani splav je za mnoge tabu. Ti si pa v bistvu tudi o tem govorila. Ja, v bistvu glih to, kar sem že rekla, ne, ker me imajo ljudje radi, ker sem iskrena in tako dalje. In takrat, ko se je vse skupaj to zgodilo, jaz takrat sem bila čisto odrezana od Instagrama, enostavno jaz nisem mogla vzeti telefona, pa zdaj grem pa, ne vem, na to pa to, pač nisem mogla. In jaz sploh nisem videla pač poti naprej, jaz sem rekla, zdaj ali jaz o tem spregovorim, pa dam to ven, pa naredim še eno dobro delo s tem, ker se bo malo bolj začelo o tem govoriti, ker to ne bo več samo za med štiri stene hiše, tako kot je bilo mogoče to sploh včasih leta nazaj, je šele pol, ko se je meni to v družini zgodilo, sem izvedela za marsikateri primer iz naše družine, ki je tudi to bilo, pa se je moglo biti tiho, ali kako se je to včasih reklo. In enostavno, ko sem o tem spregovorila, ko sem pritisnila objavi za tisto objavo, meni je en tak kamen padel od srca. Pa spet, imaš ljudi, ki bodo rekli, ja, to je za promocijo, ne, pa kakšno promocijo, pač, a veš, pač. To je največja izguba, ne. Ja, pač tista čustva, ki imaš ti v sebi, to, kar se ti takrat dogaja, ne vem, meni, to je bila recimo druga najhujša stvar po moje, ki se mi je, ali pa mogoče celo prva, ne vem, no, si deli stvar še z eno drugo izgubo, ful težko v življenju, ko sem jo doživela. Oboje, recimo, mi je bilo nekaj takega, kar sploh ne veš, kako boš okreval, pa se je pol čas za cel rane, res jih, ampak še vsem se pa spomniš, a ne, kako bi bilo, recimo, ne vem, pol, jaz ne bi imela rok konec oktobra, a ne, in valjda tisti dan, pol 29. oktober, je bilo meni tako ful težko, a ne, ker sem bila tako, okej, jaz bi zdaj mogla roditi načeloma, a ne. Pač vse spomniš za nazaj. Sem pa res vesela, da sem odprla to temo, ker meni se še zdaj javljajo punce, ki grejo čez isto stvar, ki sprašujejo, kako je bilo pol pri meni okrevanje, koliko časa sva potem počakala in tako dalje. Lažje jim je, res jim je lažje. In recimo že, če jaz ko gledam iz moje najožje družbe, a ne, smo 4 imele spontani splav, z najožje družbe, 4. Tako da tega je toliko in se premalo govori. In jaz mislim, da je prav, da pač odpiramo tudi take teme, ker ni vse juhuhu pa rožice, pa ne vem kaj vse. No, ravno to Ja. sem hotel reči, da si zelo, tudi z mojega vidika, takrat, ker Ja. tudi pač midva sva šla čez podobne stvari, no, pa se mi je zdelo, wow, ne. Ja. Res, spomnim se to tišine, pol je bilo seveda vsak, ki malo razume, Ja. reče, aha, okej, in potem tudi ta tvoja objava, pa se mi je zdela tako, zelo na mestu, no. Ja. Meni tudi, in res tudi meni je to pomagalo iti čez vse skupaj, ker še vseeno, pač saj vemo, Instagram je velik del mojega življenja in tako kot sem rekla, če sem iskrena, jaz ne morem pol tamle res fejkati pa nekaj se delati, da je vse okej. In ko sem dala to ven, ko sem se izpovedala, je bilo veliko lažje naprej pol to predelati, no, veliko lažje. Patricija Pankršič je čustvena, vidim, da se veliko smeje, Ja. ampak da tudi, ko je treba, tudi joka. Ja, tudi Pomagajo. jokam. Ja, pomaga. Ja? Ja, pač tudi, mislim, itak, tudi jaz sem človek, ki se mu dogajajo, recimo, tudi ne samo lepe stvari, tako kot recimo tudi zdaj splav in podobno, kakšne take izgube. Valjda, ja, tudi jokamo, ampak še vseeno pa probam iz vsake situacije, ki je potegnjen pol najboljš, pa ne vem, si dati tisti trenutek, da se zjokaš, da daš ven iz sebe in pol drug dan rečeš, ajde, gremo naprej, imamo to pač, nimaš druge. A sebe vidiš kot žensko, moderno žensko ali pa žensko prihodnosti? Je tak tip ženske, ki si ga ti zaželiš? Ne vem. Ja, jaz mislim, da sem, a? Kaj misliš? Jaz mislim, da ja. Ja, jaz tudi mislim, da, ne vem, pač, po moje ja, jaz mislim, da tistim, ki mi dajo priložnost, ki me ne sodijo, preden me karkoli spoznajo, oziroma ki mi dajo sploh možnost, da me spoznajo, pač mislim, da sem lahko lep zgled, no, ker definitivno dajem ful na to, da se spodbuja pozitiva in vse to, in se mi zdi, da to je danes ključno, no. Kaj morajo punce, ko vstopajo, ne vem, v ta najstniška ali pa potem leta 18 plus,
kaj morajo imeti, v kaj morajo verjeti ali pa v kaj morajo vlagati? Jaz mislim, da je najbolj pomembna stvar, ki jo mogoče tudi ti lahko pol svojima hčerkicama nekako probaš predati, je to, da se nikoli ne smeš primerjati z drugimi. To se mi zdi, da je ena izmed največjih težav današnje družbe, no. Vsi se samo hočejo primerjati, ne vem, sosed ima boljši avto, ima boljše to. Pa kar je najbolj smešen, vedno se sam primerjaš, ima boljše to, ima boljše to, ima boljše to. Nikoli ne slišiš, ima slabše to, a ne. In se mi zdi, da ko enkrat osvojiš ta način razmišljanja, da sploh ni važno, kaj imajo ostali, pač važno je, kaj ti delaš, važno je, kako se ti trudiš, da prešteješ svoje blagoslove, ne blagoslove vseh ostalih, ker ne veš, kaj se dogaja v ozadju vsega skupaj, da takrat si na ta pravi poti, no? Ker nisi obremenjen z drugimi, vse ti je za ostale, pač greš neko svojo pot in to mislim, da je ključno. Je pa to definitivno ful težko. Tudi jaz nisem bila odvedno taka. Tudi jaz sem, ne vem, ko sem bila najstnica, ja, pa ona ima boljše prsi, pa ona ima. Pač saj vemo, dekleta se tudi fizično primerjamo, vse to je, mislim, da je vseh nas nekje noter, a ne, sploh v teh sploh v najstniškem obdobju. Pol pa ne vem, čez čas, jaz sploh ne vem, kako je prišlo do vsega skupaj. Enostavno sem videla, da pač od tega primerjanja nimaš popolnoma nič, kvečjemu pač zgubiš ti fokus, slabe volje si, ker pač se ti zdi, da imajo vsi ostali vse boljš. Pol sem nehala se primerjati in se mi zdi, da takrat naprej pač res moje življenje, če tako. Zame je popolno, res popolno. Valjda, imamo padce, vsi jih imamo, težke trenutke, ampak če vse na overall, ko pogledaš, imam veliko več blagoslovov, kakor česarkoli drugega. Sam najdeti jih moraš, vsak jih ima, sam najdeti jih moraš. Ne bom končal še, čeprav bi tukaj lahko končala, veš. Ja. Ker imam še nekaj vprašanj. Hvala, tole je super. Ko sva začela, si mi povedala za eno zgodbo, preden smo sploh prižgali kamere, ker smo zdaj v tem času poplav, da ste tako odreagirali, ti si namreč doma tam, kjer ste imeli zdaj hude poplave, in se je zgodilo ravno to, na kar tudi mi zdaj vsi opozarjamo, a ne. Daj kar povej, pa bom pol v bistvu iz tega izpeljal. V bistvu pač dobila sem sporočilo, da se po neki občini govori, da mi pomagamo tej pa tej osebi in pol pač samo ozadje vsega skupaj, da sploh ni stanje tako, kot je bilo opisano, ampak enostavno ti ne moreš vedeti, ne, ti pomagaš v dobri veri, da gre v prave roke. Tako da pa si malo šokirana, ne, kako lahko dejansko ima nekdo obraz, da v tem stanju oziroma pač v teh razmerah, ki so bile, lahko se okorišča na tak način, no. Res ti je grozno, ne moreš, mislim, ker ti tega nikoli v življenju ne bi naredil, si pol misliš, da tudi drugi ne bi, ampak pol te še to bolj šokira, ko vidiš, da dejansko nekateri pa bi, a ne. Tako ja, ni okej, res ni okej, se mi zdi, da ne vem, sploh ne vem, kaj recimo, mi smo tudi dobili slike, vse smo videli, a ne, kako naj bi bilo, a ne. Pralni stroj, a ne. Ja, pa dejansko sploh ni bilo pol tako, a ne, pač čist kontra. Ampak jaz še vseeno močno verjamem, da vse, kar smo še ostalo pomagali, eni mamici sem tudi v Celje peljala, pač plenice, vodo, robčke, pač take stvari. Jaz verjamem, da je šlo vse v prave roke, pač res verjamem. In se sploh ne mislim zdaj več o tem nekako, nočem sploh več o tem razmišljati, no. Pač se itak še nisem zaključila daleč od tega s pomočjo. Vem, da še možnosti za pomagati bo zdajle še itak, ko se bodo nazaj domovi začeli postavljati. Ogromno stvari se bo še rabilo. Ker recimo zdaj, jaz iskreno fizično je bilo trenutno nemogoče. Moji vsi so bili 200 kilometrov stran, moj partner je tudi skozi delal, pač Tilen je do Celju delal, na Štajerskem in kam ne grem jaz s pol leta starim otrokom, tjale v blato, da bo še on kaj faso, saj vemo pač, koliko je vse skupaj tudi onesnaženo. Tako mi smo pač pomagali, provali oziroma smo pomagali čim bolj fizično in s temi stvarmi, z donacijami, ker se mi zdi, da tudi to se bo pa še ekstremno rabilo. Drži. Ta primer sem zdaj malo vam potegnil zato, ker je aktualen, predvsem pa zato, da izkoristim tudi sam priložnost, da res rečem, pazimo vsi, komu damo, predvsem pa res pismo, no, res treba zdaj to izkoriščati, ne. In zdaj, ker imaš pa ti toliko veliko ljudi, ki te poznajo, sledijo in tako naprej, a se ti zdi, da je naša družba v redu? Zdaj bom malo obrnil, zdaj smo videli, koliko smo stopili skupaj, ampak ves čas se najdejo take stvari, ti si pa tak pozitivca, ne, in se mi zdi, da ti iščeš te v redu stvari, ti v bistvu spreminjaš vse, ne vem, tisti, ki ima težavo s težo ali pa s kondicijo ali pa zdravjem ali pa tako naprej, ti ga nekam pelješ. Da se ti zdi, da gre naša družba v pravo smer? Zdaj bom najprej še z enim stavkom, sem navezala na prejšnjo stvar, kar se tiče tega slabega primera. Jaz si samo želim, da recimo teh slabih primerov vedno so
so bili, vedno bodo. Naj nas to ne odvrne od pomoči ostalim. Drži. Pač, ker še vsem pa je 95% ljudi, ki pa resnično potrebujejo našo pomoč. Sam to še, da zaključila prejšnjo temo. Se strinjam. Ja, jaz mislim glede današnje družbe. Kaj pa vem, no? Pač jaz probam, tako kot si tudi že sam rekel, pač iskati čim bolj te pozitivne stvari in moram reči, da ljudje, s katerimi imam jaz opravka, se mi zdi, da gremo v pravo smer. Velika večina, no. Je pa tako, da na vsakih 1000 ljudi pa tudi najdeš take ljudi, ki pa definitivno ne grejo v pravo smer. Mene najbolj iskreno zaboli, ne vem, ko vidiš na Facebooku pod kakšnimi članki, kakšne komentarje, pa pol pogledaš, kakšne osebe stojijo za temi komentarji in vidiš, da večinoma so sami starejši in pol se vprašaš, a je pol kaj čudenega, da tudi naši otroci komentirajo take grde stvari. Se vemo, zgled je vse. Jaz v življenju nisem grdega komentarja napisala pod kreno objavo, ne vem tamle, da nekdo uživa na dopustu. Kaj bom jaz sodila spodaj ali pa pisala, kdo sploh je to. No in se mi zdi, da pri teh stvareh definitivno ne gremo v pravo smer. Ampak, kar je tukaj tudi težava, je to, da mi vidimo lih tiste vse negativne komentarje, a ne, to je pa peščica, še vse je pa okoli na 100.000 ljudi, ki pa grejo v čist pravo smer. Tako da jaz mislim, da ker gremo v pravo smer, sploh se mi zdi, da zdaj, ker se veliko govori o tem, recimo in o komentarjih, o pač pozitivi, sovražnem govoru, vsem skupaj, se mi zdi, da to bo marsikatero stvar premaknilo, čeprav teh ljudi, ki so že tako negativno nastrojeni, jaz mislim, da nič ne more premakniti. Ker zdi se mi, da smo se tako malo razdelili. Ja. Mogoče 45, zdaj res krivico delam, pa na pamet vlečem to črto, ampak recimo 50+, ki težko razume ta novi svet teh digitalnih medijev in vsega tega, ima seveda drugačen, upravičeno pogled, ker je bilo njihovo življenje drugačno, pa zdaj vi mladi, naj tebe dam tja vmes zdaj, no, da ne boš rekla, ki v bistvu peljete neko novo, in kar se tiče zaposlovanja, in kar se tiče zahtev za življenjski slog, in kar se tiče, ne vem, komuniciranja preko medijev. Jaz sem s televizije, veš, mi to preverimo, povemo, točno vemo, kaj smo povedali na Facebooku, Instagramu, tako naprej, tam je danes vse, ne, in se mi zdi, da sta se res naredila vsaj dva pola, no. Ja, definitivno sta se, sam jaz mislim, da je tudi na ljudeh vedno tako, ne, naprimer, sami si izberemo, koga bomo spremljali na Instagramu, na Facebooku, če sami izbiramo. In enostavno pač moraš imeti neko sito, čez katero vse skupaj spustiš, pa da vidiš, ali so to prave osebe, ali ti kaj prinesejo v življenje, ali dejansko ti grejo na živce, pa jih spremljaš samo zato, da imaš pol grdo za v njih govoriti, ne. Tako da ja, je tukaj res neka razdvojenost trenutno, ampak mislim, da sami zelo, zelo lahko vplivamo na to, kakšen svet, tudi online, kakšen svet mi gledamo. Ker sami oblikujemo, sami klikamo follow. Noben drug na našem profilu ne klikne sledi temu pa temu profilu. To jaz mislim, da je pač to vse na nas, da se ustvarimo nek tak svet dober, ki ga gledamo, tak, ki nas na koncu dneva lahko rečemo, ki nas nekaj motivira, žene naprej, ne pa da nas povzroča neke slabe občutke. Kar se pa tiče zdaj starejše generacije, pa ja, mislim, da bi bilo potrebnega definitivno več razumevanja z njihove strani, da enostavno gremo naprej, pač enostavno življenje tako teče naprej. Že resmo mi mogoče kakšne stvari od 15-letnikov ne razumemo, a ne? Ampak jaz zaradi tega ne obtožujem, jaz sem pač tako, okej, mladi so, drugače gre, a ne. Tega razumevanja definitivno manjka, no, pač. Pa tega, da mogoče tudi konec koncev influencer je poklic danes, da tudi influencer nekaj dela, a ne, da ni to samo nekaj negativnega. Jaz sem prepričan, da sem se dobro odločil, da sem te povabil. A si? Ja. Zdaj se kar masko živčna, veš. Ker s celoten pogovor in upam, da ga bodo poslušali v celoti, sem želel predstaviti, kaj si, kdo si, kaj počneš in da v tvojem primeru influencerstvo ni pojavljeno na Instagramu zgolj zato, da si tam, ampak gre v bistvu za posel. In da svoje zasebno življenje, kljub temu, da ga vidimo skoraj res vsak dan, v bistvu zelo dobro skrivaš. In hvaležen sem ti, no, za nekaj teh dobrih nasvetov, pa predvsem uvida neke mlajše generacije, pa mlajše mamice zdaj v to, kakšno je skozi tvoje oči življenje, no, okrog tebe. Z največjim veseljem, lepo sem vesela, tako kot sem že na začetku rekla, za vabilo. Upam, da nisem preveč govorila. Jaz priznam, da jaz se res razgovorim in pol je to kar težko ustaviti. Tako sem te kar malo vmes gledala, moram zdaj že vtipiti. Ne. Kaj ste poslušam, ker je to, temu je to namenjeno. Super. Patricija, hvala lepa. Mislim, da te čaka ena naporna jesen, a ne? Si rekla ponoči, da si že hodila, verjem, vse tiste hoje s tamalim okrog.
te še čakajo. Prvih hvala. pol leta je najlažjih. Čudovito, lepa spodbuda za Ampak zaključek. je res najlepše to, kar je. Vse, ki se nasmejijo, pa ko Sej, objam, sej. mislim, da se stisneš k njim, vse pozabiš. Tudi to, da danes nismo veliko spali. In se ti ne vidi, tako da je v redu. Hvala lepa, Patricija, za tvoj obisk tukaj. Pa upam, da bo še kdaj sedela tako skupaj, brez kamer, pa da mi še kaj poveš, kako ti gre. Zmenjeno. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z mano. Danes popolnoma drugačna gostja, kot je bila prejšnji teden ali pa v prvem podcastu. Ampak se mi zdi, da moramo vedeti, kako deluje populacija, ki je mlajša od mene, te mlade mamice, ki imajo posel, imajo idejo in predvsem zato, vse ste videli, res veliko delajo, kljub temu, da se nam včasih zdi, da pržgejo samo telefon. Hvala, da ste bili z nami, pa se vidimo naslednjič.